Torej, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, 15. oktobra so Poljaki volili, večina je podprla opozicijo, ki bo po predvidevanjih v naslednjih tednih, mesecih oblikovala vlado, ki bo najverjetneje vodil Donald Tusk kot vodja največje opozicijske stranke, platforma obivateljska ali državljanski forum. Z veleposlanikom Bojanom Grobovškom bo poskušala pojasniti zapletenost in nekatera dogajanja, ki oblikujejo poljsko sedanjost. Bojan Grobovšek je bil veleposlanik na Poljskem od 1995 do 1999 leta. Skoraj neposredno po prehodu iz socializma in osvoboditvijo izpod sovjetskega objema v kapitalizem in večstrankarstvo. Marjan Šetinc, veleposlanik na Poljskem od leta 2009 do 2014, pa sem spremljal prvo vlado Donalda Tuska in nekatera ključna dogajanja, ki so se zgodila v tem času in jih je močno zaznamovala letalska katastrofa pri Smolensku, v kateri je umrl poljski predsednik Lech Kačinski. Vsak bo govoril o Poljski s svojimi izkušnjami, gotovo z različnimi poudarki in pogledi. Torej, najprej veleposlanik Grobovšek. Prav lepa, hvala vsem. Poljska je zapletena, vsaka država je zapletena, komplicirana, Poljska pa verjame, da je država, ki je še posebej zapletena. Britanski zgodovinar, angleški zgodovinar Norman Davis je napisal knjigo God's Playground, Božje igrišče, po poljsko Božje igrišče. Dejansko včasih imaš vtis v zadnjih 100 letih, glede na spremembe, ki so se tam zgodile, da je bilo vse obrnjeno na glavo, pomaknjeno z leve na desno, z desne na levo in skratka, vedno, ko govorimo o Poljski, vedno treba razmišljati tudi o njeni zgodovini. V poznih večernih urah 15. oktobra, ko se je štetje glasov, ko je pokazalo, da bodo opozicijske stranke po vsej verjetnosti zmagovalke poljskih parlamentarnih volitev, je bilo slišati cel kup euforičnih izjav in številne izjave euforične so bile v smeri, da so bile parlamentarne volitve, zdaj 15. oktobra in njihovi izidi nekako primerljivi s parlamentarnimi volitvami na Poljskem junija 1989. Spomnimo se, takrat je združena opozicija pod egido Solidarnosti na teh prvih povojnih, kolikor toliko svobodnih volitvah, ne povsem, ampak kolikor toliko, doživela izreden uspeh, zmago. Z volitvami junija 1989 se je dejansko končalo obdobje komunistične oblasti na Poljskem. Te volitve za zmago proti komunistične Solidarnosti so bili rezultat desetletnega boja Solidarnosti proti komunistični oblasti, praktično skozi vsa 80. leta in še prej. Solidarnost je združevala najrazličnejše politične smernice in njihove predstavnike. V njej so bili nekdanji člani, tudi liberalci sedaj, ampak v njej so bili nekdanji člani komunistične partije, kot na primer Bronislav Geremek, svetovno znani medijevist in politik, Adam Mihnik, glavni urednik časopisa Dnevnika gazeta Viborča, ki je ravno tako nastala iz Solidarnosti. Sindikalisti, najbolj znan med temi je bil seveda Lech Wałęsa, je potem tudi Nobelove nagrade za mir in kasneje postal poljski predsednik. Katoliški intelektualci, znani Tadeusz Mazowiecki, Vladislav Bartoševski. No, ravno uradno v tej koaliciji ni bil Janez Pavel II, bil pa zelo prisoten. Govorimo o čem?
govorim o cerkvi, seveda o katoliški cerkvi, predvsem pa o papežu, slovanskemu papežu, prvemu slovanskemu papežu, ki je bil Poljak, in tudi po 450 letih prvi papež, ki ni bil Italijan, skratka Janez Pavel II in cerkev, ki jo moramo tudi ušteti v to aglomeracijo. Znotraj solidarnosti pa so bili tudi taki, ki niso bili za liberalno demokracijo. Dobro, to smo se posod naučili v tranziciji in pol, da biti antikomunist še ne pomeni biti demokrat. In evo, skratka, kar zadeva solidarnost, združeno opozicijo sta združevala željo in odločenost, da se prekine s komunistično oblastjo. Oba najpomembnejša protagonista volitev, ki so bile pred 10 dnevi, se pravi Jaroslav Kaščinski kot vodja stranke Pravo in pravičnost, kot Donald Tusk, sta bila takrat aktivista v solidarnosti. Bila sta na istem političnem bregu. Ja, pa tudi ne. Zakaj? Namreč Kačinski, oziroma ne še to povem, oblastniki, torej takrat je bilo izpogajano z komunisti, z oblastjo obstoječo pred volitvami, kakšna naj bi bila tranzicija iz de facto enopartijskega sistema v politično in gospodarsko pluralnost. Doseženo je bilo zelo veliko kompromisov in tranzicija, ki je sledila, je bila dejansko dokaj uspešna, dokaj gladka. Toda Jaroslav Kačinski je pripadal tisti radikalni frakciji znotraj solidarnosti, ki je menila, da je bilo vodstvo solidarnosti z Lechom Wałęsą na čelu, na pogajanjih skrajno popustljivo do komunističnih oblastnikov in zdaleč premalo radikalno. In da je de facto prodalo Poljsko. Politični razhod in politična mržnja med Jaroslavom Kačinskim in Donaldom Tuskom, ki ni sodil med radikalce, seveda, lahko rečemo, da sega še v tiste čase. Poljska včeraj, Poljska danes. Volitve na Poljskem zmaga opozicije junija 1989 so bile epohalni dogodek, kot se vsi verjetno tu spomnimo. Ne samo za Poljsko, temveč za vso Evropo. Dogajanja na Poljskem v 80 letih so močno vplivala na razvoj dogodkov v celotni srednjevzhodni Evropi, tudi pri nas. 5 mesecev po omenjenih volitvah, se pravi po teh junijskih 1989, konkretno novembra 1989 je padel Berlinski zid. Poljska je bila v veliki meri zaslužna za padec komunizma, nasploh in za demontažo vzhodnega vojaško-političnega bloka. Toda na Poljskem, in to tisti, ki poznate, ste bili tam, pa malo več, na Poljskem ni težko občasno ali pa kar pogosto občutiti nek resentiment, malo užaljenost, resentiment, še posebej do starih jedrnih članic Evropske unije. In sicer resentiment, da se vloge Poljske, kar zadeva padec komunizma in v Evropi in posledice tega komunizma ne ceni dovolj. Ta poljski resentiment z ozirom na ZDA je veliko manjši. Gre tu predvsem za Evropo. Resentiment je še posebej močen, ko gre za Nemčijo, ki je najpomembnejša članica Evropske unije. Združitev Nemčije je bila možna zaradi demontaže vzhodnega vojaško-političnega bloka, drugače ne bi šlo. Pričemer, kot smo rekli, je imela Poljska zelo pomembno vlogo. Letos je bilo v predvolilnem času s strani Jaroslava Kačinskega oziroma stranke Zakon in pravičnost slišati tudi očitke na račun Donalda Tuska, da je malodane agent interesov Berlina. Seveda, takšni očitki so absurdni, vendar v kontekstu zgodovinskega ozadja so v predvolilnem času lahko učinkoviti.
Zgodovina poljsko-nemških odnosov je dolga, zapletena, tragična. Še posebej za Poljsko in Poljake. Zgodovina teh odnosov je zapletena in tragična, kot je zapletena in tragična, še posebej za Poljake, tudi zgodovina poljsko-ruskih odnosov. Obenem pa je zgodovina poljsko-nemških odnosov zelo prikladna vsem tistih, ki danes na Poljskem želijo ustvarjati ali poglabljati resentiment do Nemčije in s tem posredno do Evropske unije. Z napadom Nemčije na Poljsko se je začela druga svetovna vojna. Nemci so po zatrtju Varšavske vstaje 44. se je začela avgusta, dodatno zravnali Varšavo povsem za zemljo. Poljska je v drugi svetovni vojni zaradi nacističnega terorja in rasne politike izgubila nekaj milijonov prebivalcev. In to ne samo Judov. Zdaleč ne samo Judov. Kar zadeva obdobje po vojni, se v poljskih političnih krogih ni pozabilo, da je nemški socialdemokratski kancler Helmut Schmidt decembra 1981, ko se je zgodil državni udar na Poljskem se strani poljske vojske, ki je bil uperjen proti sindikatu Solidarnosti in proti antikomunistični opoziciji, udar vojske na Poljskem komentiral z besedami, da je to žal bilo potrebno. S tem je menil, da je bil državni udar poljske vojske manjše zlo, kot pa sovjetska invazija Poljske, do katere bi verjetno prišlo. Tako kot on so verjetno takrat mislili tudi nekateri drugi politiki na Zahodu. Je pa te besede izrekel samo nemški kancler. No ja, te njegove besede verjetno sodijo v antologijo nemške slonovske verbalne diplomacije v trgovini s porcelanom. In dalje, potem ko je februarja lani Rusija začela z široko zasnovanim vojaškim napadom na Ukrajino, so se iz Varšave v smeri Berlina vsuli očitki, da je Nemčija leta in leta ignorirala poljska opozorila o agresivni in imperialni politiki Putinove Rusije in da je Nemčiji ob vsem tem vedno zgolj šlo samo za lastne interese ali z drugimi besedami za poceni ruske energente. O poljsko-nemških odnosih bomo danes verjetno še govorili, če drugega verjetno bo kdo še kaj vprašal o tem. Vendar bo tudi to tema, ki je še odprta, ne glede na izide volitev. Na volitvah, ki so bile pred 10 dnevi, kot ste brali, je bila volilna udeležba 74%, to je izredno visoko, za Poljsko pa sploh, se pravi še precej višja, kot je bila junija 1989. Se pravi, teh epohalnih volitvah. Rezultati teh volitev so tudi opoziciji v 1989 teh volitev, tudi opoziciji v drugih socialističnih državah pokazali, da je zmaga opozicije mogoča, ne glede na kopico velikih ovir, ki so jih postavili oblastniki v teh državah. Volitve junija 1989 na Poljskem so bile deloma svobodne. In rekli smo, kljub temu je zmagala opozicija. Pred 10 dnevi so bile volitve na Poljskem svobodne. Je pa res, da so bili javni mediji pod vplivom obstoječe oblasti. Obstoječa oblast je za isti dan, ko so bile volitve, razpisala referendum o imigrantskem vprašanju, katerega namen je bil maksimiranje volilnih glasov, predvsem za stranko Pravo in pravičnost Jaroslava Kačinskega. Kljub temu je opozicija zmagala na volitvah. In tako kot se je junija 1989 pokazalo, da je mogoče premagati komuniste, ki so bili na oblasti, se je pred 10 dnevi na Poljskem pokazalo, da je mogoče premagati desne populiste, ki so na oblasti. Po lanski zmagi desnih populistov na Madžarskem in v Italiji ter zmagi desnih populistov letos v Turčiji, kot so nekateri že komentirali, naj bi to pomenilo, da je pohod desnih populistov malodane, in ko je izgledalo, da je pohod desnih populistov malodane irreverzibilen,
se naj bi pred 10 dnevi na Poljskem pokazalo, da to ni tako. Bomo videli, pa gotovo je to zanimiva tema. Volitve junija 1989 so odprle pot Poljski v politični in gospodarski pluralizem, kasneje v NATO in v Evropsko unijo. Ob tem se še vedno postavlja vprašanje, če bi do širitve NATO in EU sploh prišlo, ukolikor vklenitve v NATO in v EU ne bi odločno hotela ravno Poljska, ki je bila takrat politično in gospodarstvo kot daleč najpomembnejša država med nekdanjimi socialističnimi državami srednje vzhodne Evrope. Še vedno je to odprto vprašanje, bi to bilo, ne bi bilo. No, in kot vemo, to vprašanje zadeva tudi širitev NATO nasploh in razne očitke, ki prihajajo iz vzhoda, iz Moskve. V mojih izkušnjah, kar takrat bil in doživel, lahko rečem samo, da je Poljska hotela v NATO, absolutno. In da se je celo, bili so pritiski s strani njihovih imigracije v ZDA zelo močni. V končni fazi Poljaki predstavljajo gotovo najmanj 10 milijonov volivcev potencialnih v ZDA, v smeri to, da bi šla vendarle Poljska v NATO. NATO bi za njih še veliko bolj pomemben ali pa isto pomemben kot Evropska unija. Pri nas je morda bilo to malo sve gledalo drugače. Če malo poenostavimo, pa ne preveč, lahko rečemo, da je bila Poljska po juniju 1989 nekako četrt stoletja v številnih ozirih zgodba o uspehu. Zgodba o uspehu tranzicije iz socializma v politični in gospodarski pluralizem. Kapitalizem, kot je bilo rečeno, v parlamentarno demokracijo. In tudi zgodba o uspehu z ozirom in iz vidika širitve evropske integracije. Takšna je bila percepcija Poljske od zunaj, rečemo vse do 2015, do zmage stranke Zakon in pravičnost. Tokrat, pred 10 dnevi, pa je zmagala opozicija na čelu z državljansko koalicijo. Med prvimi in najpomembnejšimi nalogami nove vlade pa bo, da ponovno vzpostavi ustanove in mehanizme liberalne demokracije, ki jih je odhajajoča iliberalna oblast okrnila. In zaradi česa se je spor med Bruslom in Varšavo vse bolj poglabljal. Vlada, ki jo bo verjetno vodil Donald Tusk, bo ponovno spostavila, skratka, morala spostaviti te ustanove in mehanizme, kakšne je Poljska že imela. To je bila obljuba opozicije. In že o izpolnitev te obljube ne bo lahka. No, na koncu, zato da pa pride do nekega prehoda, naj se postavi vprašanje, kaj se je zgodilo v času 2 mandatov Kačinske stranke. Da je Poljska, ki je nekoč veljala za zgodbo o uspehu, evropske integracije, postala Sorgenkind, problematičen otrok Evropske unije. In da se je tu in tam, dobro, tu je šlo za neke ugibanja, večinoma na Zahodu in Zahodu se strani pač novinarjev, ki morajo nekaj napisati, no, ampak da se je celo začelo v določenem trenutku ugibati o možnosti pol-exita, skratka, da bi celo Poljska zapustila Evropsko unijo. Dobro, dosti govoril se mi zdi, ja, in je prepuščam, to je ta težji del, lepo svojemu dragemu nasledniku na Poljskem, našemu dragemu predsedniku. Ja, hvala lepa, Bojan. Jaz bom začel s tem, kar je tudi že Bojan omenil nekajkrat. Gre za največjo, najpomembnejšo, najštevilčnejšo državo nove Evrope, kot uporabljamo ta izraz. Danes se stoji iz 16 vojvodstev, 312 000 kvadratnih kilometrov, 38 milijonov prebivalcev. Po nekih ocenah je še enkrat toliko ljudi. Mikrofon da je. Jaz se opravičujem. To se rado zgodi, da mikrofon zataji.
Torej, po nekaterih ocenah je najmanj še toliko ljudi, kot jih je zdaj na Poljskem, s poljskimi koreninami raztepenih po celem svetu, v ZDA 10 milijonov. To je že omenil tudi Bojan. Toliko ljudi. Poljska je ponovno pridobila neodvisnost 11. novembra 1918, po 123 letih razdeljenosti med Prusijo, Rusijo in Avstrijo. Tega razkosanja Poljska ne more pozabiti. Čeprav je premagala Rdečo armado 1920 leta pred Varšavo, predtem pa vojaško osvojila še ozemlja na vzhodu, tako imenovane vzhodne kresi, z Lvovom, zdaj govorimo Lvivom, nekoč za Avstrijo smo pa rekli Lemberg, na jugovzhodu in Vilniusom na severovzhodu. Med vojno je Poljska obsegala 389 tisoč kvadratnih kilometrov. Morda za ilustracijo, ne vem, če se zamišljate to, to je zemljevid, ki kaže Poljsko pred vojno in Poljsko po vojni brez tega dela. Po Stalinovi zaslugi je bila Poljska po drugi svetovni vojni premaknjena proti zahodu. Pridobila je 103 tisoč kvadratne kilometre, izgubila pa 201 tisoč kvadratnih kilometrov površine, ki je imel 13,3 milijone prebivalcev takrat. Izgubo ozemelj na vzhodu na Poljskem še danes mnogi obžalujejo. O tem pričajo številna združenja Poljakov, ki izvirajo iz teh območij. Poljska je med obema svetovnima vojnama obsegala velik del sedanje Litve, Belorusije in Ukrajine. Danes Poljska na vzhodu meji na Kaliningradsko oblast, Litvo, Belorusijo in Ukrajino. Upam si reči, da je današnja Poljska razdeljena približno po eni taki zgodovinski liniji. Zahodna vojvodstva, to so ozemlja, ki so bila pretežno del Nemškega rajha do konca druge svetovne vojne, in vzhodna vojvodstva, ki so bila del Ruskega carstva do konca prve svetovne vojne. Zakaj ta izlet v zgodovino? Namreč ta zgodovina danes deli Poljsko po stopnji in intenziteti konzervativnosti in nacionalizma, kar se zelo dobro izraža v izidih zadnjih nekaj parlamentarnih volitev. Pokazal bom samo en primer, kako izgleda volilna situacija na Poljskem. To, kar je v roza barvi, je manjši konzervativizem. To, kar je v modri barvi, je nacionalizem, ki voli stranko Pravo in pravičnost. In ta vzorec je nespremenjen od leta 2005 naprej. Namreč upam si trditi, da je danes Poljska politično in ideološko jasno razdeljena, opredeljena. Poljsko zunanjo politiko je določeval njen položaj med Rusijo do leta 90 s Sovjetsko zvezo in Nemčijo. Marsikatere politične poteze današnjih vladajočih elit so povezane s tem položajem. S članstvom v NATO in EU se počuti Poljska na zahodu varno, toda na vzhodu ostaja nezaupanje do Rusije, ki jo smatra za grožnjo. Zato se kljub dejstvu, da je del Zahoda, obnaša previdno in krepi svoje obrambne sposobnosti. Nemčijo in torej zato ne čudi, da je Poljska v svojo zunanje politično strategijo iz leta 2002, torej že po njenem sprejemu v NATO zapisala kot enega ključnih ciljev, da je potrebno Rusijo potisniti čim dlje od njenih meja.
Druga možnost, ki pa ni zapisana v strategiji iz leta 2002, pa bi bila pomiritev odnosov z Rusijo, nekakšna sprava, do kakršne je prišlo na primer med Nemčijo in Francijo. Donald Tusk je bil izvoljen za premierja leta 2007 na izrednih volitvah in si je zadal nalogo uresničiti oboje. Rusijo potisniti na vzhod in sočasno z njo doseči pomiritev s spravo. Ta dva cilja sta ob množici drugih zadev povezani z mednarodnim položajem Poljske močno zaznamovala obdobje njenega premierstva. Namreč Poljska je velika in pomembna članica EU in NATO, njene poteze vplivajo na poteze obeh organizacij, tako Evropske unije kot NATO. Predvsem v razmerju do vzhodnega sosedstva. Zato si bom vzel par minut za opis teh dveh dogajanj, ki sta tekli vzporedno. Ključno je leto 2009. In sicer takrat sem si je lahko si zastavim vprašanje, na katerega bom poskušal odgovoriti. In sicer, kdaj se je začela druga svetovna vojna? Namreč napad Nemčije na Poljsko 1. septembra 1939 je nedvomno začetek druge svetovne vojne. Toda ne za Rusijo, takratno Sovjetsko zvezo, do 1. septembra 2009. 1. septembra 2009, ob 70. obletnici nemškega napada, je Poljska na Westerplatte, torej na tem polotoku, ker so Nemci napadli to trdnjavo, pripravila veliko slovesnost. Udeležili so se voditelji 22 evropskih držav, tudi Borut Pahor, zdaj predsednik slovenske vlade, ter več visokih predstavnikov drugih držav, tudi visoka delegacija ZDA. Pozornost je bila razumljivo namenjena kanclerki Angeli Merkel in premierju Vladimirju Putinu, voditeljema naslednic držav, ki sta si Poljsko razdelili leta 1939. Prisotnost Ruske federacije na slovesnosti v osebi Vladimirja Putina je pomenila mnogo več kot njegove besede in njegov nagovor. Pomenila je priznanje Rusije, da se druga svetovna vojna ni začela 22. junija leta 1941, kot vemo, z napadom na Nemčijo, oziroma z napadom Nemčije na Sovjetsko zvezo, temveč 1. septembra 1939, z nemškim napadom na Poljsko. Še več, nekaj dni pred to slovesnostjo so poljski mediji objavili Putinovo pismo, v katerem je izrazil obžalovanje za dogodke iz preteklosti, ki ne smejo, v narekovajih, obremenjevati medsebojnih odnosov. Najpomembnejše v tem pismu pa je bilo Putinovo priznanje opravičilo za poboj 22.000 poljskih intelektualcev, častnikov s strani Rdeče armade v Katinu pri Smolensku v Rusiji in napoved odprtja arhivov, kar so Poljaki zahtevali vztrajno, o katinskih pobojih, kar je pač se zgodilo. Vse to je bilo na Poljskem sprejeto z olajšanjem in je nakazalo pot v otoplitev odnosov med državama. Dan po slovesnosti na Westerplatte sta se Donald Tusk in Vladimir Putin sprehodila po pomolu v Sopotu, kot veste, Sopot je mondeno poljsko letovišče, 20 km od Gdańska. Vse je poteklo skoraj neverjetno. V nekakšnem olajšanju in pozitivnem vzdušju. Vsaj tak je bil vtis mnogih, ki smo tedanje dogajanje spremljali od blizu. Na Poljskem je bilo najavljeno leto ruske kulture in novo obdobje v poljsko-ruskih odnosih. Izgledalo je, da je s tem dnem presekano najpomembnejše zgodovinsko razhajanje med državami. Obe državi, torej tedanje oblasti v obeh državah, sta dojeli, da je po 20 letih od padca železne zavese prišel čas presekati s preteklostjo in pogledati v prihodnost.
To je bil tudi signal Evropi, da dobivajo odnosi med Poljsko in Rusko federacijo novo obliko, novo kvaliteto, s čim manj obremenjenosti s preteklimi zamerami. Poljska je dosegla nekaj, kar je malo kdo pričakoval, da je mogoče razrešiti z Rusijo. Donald Tusk je dosegel nekaj, kar ni uspelo njegovim predhodnikom. Tudi ta prelom v odnosih z Rusijo je nenadejano in usodno ustavila letalska katastrofa pri Smolensku, ki je v trenutku otoplitev ohladila, bi rekel, zamrznila. Kot se vsi spomnimo, to se je zgodilo 10. aprila 2010, se je zgodila letalska katastrofa in v tej katastrofi je umrl tudi predsednik Lech Kačinski, brat sedanjega šefa stranke Pravo in pravičnost, in seveda še 95 drugih potnikov in članov posadke in njegova soproga. Več ministrov, parlamentarcev in tako naprej. Le 3 dni pred nesrečo, je treba vedeti, je potekala v Katinu meddržavna slovesnost, ki se je odvila na pobudo Vladimirja Putina. Na njo je povabil premijer Tuska, skupaj sta se poklonila žrtvam. Vladimir Putin je s to gesto dokončno priznal rusko odgovornost za pomor v Katinu. Odgovornost za poboje je Sovjetska, kot veste, zveza zvračala na Nemčijo, tedanjo nacistično Nemčijo. Toda predsednik Lech Kačinski je želel še z svojo skupino podpornikov, sorodnikov teh žrtev, imeti še eno komemoracijo. In to 3 dni kasneje. Nesreča je bila nepojmljiv šok za Poljsko. Ni prizadel mnogih družin in sorodnikov umrlih v nesreči, prizadel je celo nacijo. Tukaj moram reči, da se mi katastrofa zdi še danes nepojmljiva. Šok Poljakov je segal tudi v mene. V nesreči so umrli 3, s katerimi sem ob predsedniku Kačinskem imel izjemno dobre odnose. Prijateljske odnose. Sledile so preiskave nesreče, ki so dokazale, da je šlo za nesrečo zaradi nenadne megle. Letalo je med pristajanjem priletelo v krošnje dreves, kar pa mnogih ni prepričalo. Med mnogimi se je prijelo, prevladalo, razširilo prepričanje, da je šlo za zaroto, da za nesrečo stoji Vladimir Putin, nekateri so šli tako daleč, govorili so, da je šlo za dogovor med Putina in Tuska. Jaroslav Kačinski, brat predsednika Leha Kačinskega, je zahteval nove preiskave in ponovne postopke identifikacije, prekopavanje kosti in tako naprej. Nesreča je gotovo mnoge spodbudila, morda tudi zaradi sočutja, da so volili Jaroslava Kačinskega in njegovo stranko, torej Pravo in pravičnost. Nekateri pri nas imenujejo zakon in pravičnost. No, zdaj pa prihajam na drugo ključno zadevo v tistem času iz leta 2009. V pripravah na članstvo za Evropsko unijo leta 2002, 2 leti pred dejanskim vstopom 1. maja 2004, takrat, ko smo tudi mi vstopili v Evropsko unijo, je Poljska že razmišljala o sodelovanju z vzhodnimi sosedami v okvirih evropske sosedske politike, kot veste, politika stabilnosti, demokracije, dobrega vlade in tako naprej. In pridobiti te sosede na svojo stran v odnosu do Rusije in ruskega vpliva v teh državah. In Rusijo odriniti čim dlje od svojih meja.
Ta strateški razmislek je Poljsko vodil, da Evropski uniji predlaga sprejem programa, tako zvanega sosedskega programa Vzhodno partnerstvo, Eastern Partnership. Preboj za podporo predloga je Poljsko uspelo doseči šele s pomočjo Švedske in Karla Bildta, tedanjega švedskega zunanjega ministra, prijatelja tedanjega poljskega zunanjega ministra Radoslava Sikorskega. S švedsko pomočjo je pobuda doživela naklonjenost ostalih članic EU in bila na koncu vključena v sosedsko politiko. Torej, 7. maja 2009 je bil na vrhu Evropske unije v Pragi uradno potrjen program Vzhodno partnerstvo. Vanj je bilo vključenih 6 posovjetskih držav: Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Moldova, Gruzija, Azerbajdžan in Armenija. Osnovni namen Vzhodnega partnerstva je bil pomoč pri krepitvi demokratičnih institucij te države in krepitvi ekonomskega sodelovanja. Pristop k programu naj bi države podpisale 28. in 29. novembra 2013 v Vilniusu. Toda v pripravah na vilniuški vrh se je začelo zapletati. Že kakšno leto pred napovedanim vrhom so iz Ukrajine prihajali signali, da predsednik Viktor Janukovič sporazuma ne namerava podpisati. To je sprožilo alarm v poljski politiki. Začeli so s kampanjo, pritiski na Janukoviča in njegove sodelavce. Toda Janukovič kljub velikim naporom Poljske sporazuma ni podpisal, kar je jasno izpadlo kot neuspeh poljske iniciative in politike, pravzaprav tudi neuspeh Evropske unije. Sama napoved Viktorja Janukoviča, da sporazuma ne bo podpisal, očitno je slutil, da zna podpis sporazuma izzvati nezadovoljstvo na vzhodu Ukrajine, je v Ukrajini spodbudila politična nasprotja, nemire. Ta so prerasla v vstajo na Majdanu, kot veste, ta vstaja se je začela 21. novembra 2013, tik pred napovedanim podpisovanjem tega sporazuma v Vilniusu. Protesti, v katerih je umrlo okoli 100 ljudi, so se po 84 dneh 22. februarja 2014 končali z odstranitvijo predsednika Janukoviča. Novo izvoljeni predsednik Porošenko, šlo je samo za nekaj mesecev, je sporazum podpisal takoj po izvolitvi z razglasitvijo, da gre za korak k približevanju Evropski uniji. Sporazum, ki opredeljuje pomoč EU in pomeni sprejemanje norm in vrednot EU, je povzročil nezadovoljstvo večinsko proruskega dela Ukrajine, Donetska in Luganska, ker so sporazum videli kot odmik od Moskve oziroma navezanosti na Rusijo in potegnil za sabo, kot veste, rusko intervencijo. Napad Rusije na Ukrajino je za Poljsko potrditev, da Rusija predstavlja varnostno grožnjo in za njeno varnost ne zadošča članstvo v NATO, to zagotavljajo le ameriške enote na Poljskem. Za kar je Poljska, kot veste, prepričala ZDA leta 2017, ko je na Poljsko bilo nameščenih prvih 1000 ameriških vojakov. In seveda to je povzročilo tudi pospešeno oboroževanje, krepitev lastne vojske. Tuskova politika do Rusije pomiritev odnosov sprava je z vojno v Ukrajini izgubila smisel. Tusk sedaj ne more obnoviti odnosov z Rusijo v usmeritvah, torej, kot je to najavila ta nova njegova koalicija, državljanska koalicija. Kot ste brali verjetno, v usmeritvah je celo izpostavil brezpogojno pomoč Ukrajini.
kar je sedanja vlada, seveda, ki jo vodi ta skrajna desnica, pravo in spravedljivost. Ta vlada je začela to malo omejevati. Zdaj pa bo Tusk obrnil ta trend, bo ustavil ogromne oborožitvene stroške ali bo nadaljeval s krepitvijo vojske. Bodo ZDA še tako kot doslej nameščale raketne zmogljivosti na Poljskem. To bo po mojem resen test za Tuskovo koalicijsko vlado, če jo bo uspel sestaviti. Navdušenje Evropske unije, da bo prevladala proevropska usmeritev, je veliko. Toda sprememb, ki jih bo potrebno storiti, se ne da hitro narediti in izpeljati. Notranje politične razmere so zapletene. Vzhodna območja vojvodstva so v rokah prava in pravičnosti stranke. Lokalna samoprava ima precejšnje pristojnosti. Reformiranje ustavnega sodišča mora potekati zakonito. Spreminjanje zakonov, ki naj bi liberalizirali pravice žensk, da odločajo o svojem telesu, omogočanje istospolnih zvez, LGBTQ, bo moral skozi zakonodajno proceduro. V tej proceduri ima predsednik, poljski predsednik, pravico veta. Zavedati se je treba, da ima Poljska polpredsedniški sistem. Veto lahko ustavi ali celo prepreči sprejetje zakona. Po ponovnem glasovanju v Sejmu je za sprejetje zakona potrebna tripetinska večina. To je manj, kot je pri nas dvotretjinska. Lažje bo, če bo na predsedniških volitvah zmagal, seveda, upajmo, vsaj nekateri, župan Varšave, ki je najresnejši predsedniški kandidat Tuskove koalicije. Kohabitacija med vlado Donalda Tuska in sedanjim predsednikom Andžejem Dudo, ki izhaja iz prava in spravedljivosti, ne bo teklo gladko. Nasprotno, pričakovati je, da bo razmerje med obema težavno. Duda bo gotovo ščitil rešitve, ki jih je peljala njegova stranka. To bo dodaten problem za Tuska in njegovo vlado. Predsednik lahko ustavi vsak zakon in zahteva popravke ali zahteva presojo ustavnega sodišča, če sodi, da je zakon v neskladju z ustavo. Zavrnitev veta strani senata zahteva le enostavno večino v Sejmu. To se je zgodilo pred kratkim, pred nekaj meseci, ob spornem zakonu o povezanosti oseb z ruskimi vplivi. Vedeti je treba, da bo predsednik Duda na položaju še do 6. avgusta 2005, še skoraj 2 leti. Poljska ima izjemno razvejane zunanje politične interese, ima pa tudi posebne odnose z Izraelom, ki so od časa do časa napetosti. V preteklosti tudi skupne seje vlad. Izraelski predsedniki in ali premijeji se udeležijo vsakoletne komemoracije v Auschwitzu 26. januarja, na dan osvoboditve Auschwitza. Odnosi med državami so se zaostrili po sprejemu zakona o vračanju judovskega premoženja pred 2 letoma, ki vračanje do skrajnosti omejuje. Torej, zunanje politični odnosi Poljske bodo za vsako njeno vlado izjemno pomembni, posebej s sosedami in Izraelom. Močno zapleteni in obremenjeni s preteklostjo, še posebej z dogajanji v preteklem stoletju. Povratek v leto 2009 ni več mogoč. Vse to bo težko rešljivo za novo Tuskovo vlado. Toliko z moje strani. Seveda odpiram razpravo. Vprašanja.
Evo, kolega Marko Voljč. Je večina ni. Nekaj časa tudi v institucijo, v kateri sem delal tudi prisotni. Je že prižgano. Se je belgijska skupina KBC umikala zaradi drugih razlogov iz Poljske. Zdaj je prižgano. Je bil v bistvu pogajalec na njihovi strani nekdo, ki je delal za Banko Santander, ki še piše Matevž Moraves. Zdaj ti premijer. Seveda, meni se predstavitev obeh ljudi, ambasadorjev dela Silva, fascinantna in zanimiva, me pa navdaja mešani občutki. Po eni strani je dokaz, da je ena velika evropska država sposobna prijeti iz enega zelo mračnega obdobja konzervativizma, nativizma, sporov ne samo z vzhodnimi sosedami oziroma z Rusijo, ampak tudi z Nemčijo. Po drugi strani pa se gospodarska širi na Poljskem taka, da ne obeta, kot sta oba rekla, da se bi hitro lahko kaj obrnilo, nenazadnje tudi konstelacija v parlamentu, dejstvo, da je predsednik države jasno izhaja iz stranke, ki je končno zdaj dobila, in normalizirati odnose z Rusijo ne bo lahko. Normalizirati odnose z Berlinom ne bo lahko, glede na to, da tudi na zahodu ni vse tako, kot bi si želeli. Ti v Bruslju, v Berlinu, kar se tiče koriste v Nemčiji. Tako da se postavlja vprašanje, ali je ta korak, ki ga je Bojan omenil, kot dokaz, da se da lahko tudi seveda po madžarski, slovaški in vse, kar si naštel, povrniti tudi v liberalno smer. In to ravno pri eni največjih držav, pa največje države Nove Evrope, ali je to lahko en znak, da se res Evropa mogoče okrepi v liberalnih vrednotah, ki so v zadnjem času v depresivi, ali je to samo en tak poskus, ki bo izkazal, da je val nacionalizmov, ki je vedno močnejši kot tiste, kar smo pač želeli, ko smo vstopali v Evropsko unijo v tistih leta 2004. Nekaj odgovora. Če ne? Ja, zelo zanimiv komentar. Morda ste zasledili v včerajšnji izdaji časopisa Večer je intervju z enim našim poslovnežem, ki ga dobro poznam, Matejem Hojnikom, ki govori o tem, kako je Poljska pravzaprav uspela, je poslovno uspela. Tudi v tem času, ko vlada stranka Jaroslava Kačinskega, je v njegovi oceni poslovno okolje izjemno naklonjeno podjetništvu in seveda biznisu nasploh. Je več teh primerov, tudi v nekatere druge, bi rekel, najpomembnejše državne firme, so namestili sposobne ljudi. To ni dvoma. In težko je reči, da ni Poljska poslovno in, bi rekel, po standardu uspešna. Treba vedeti, da tudi če gremo malo nazaj, poljski šolski sistem je bil vedno odličen. Tudi za časa, bi rekel, socializma ali pa eni raje uporabljajo besedo komunizem. Tako da oni so štartali že z izobraženim prebivalstvom.
Tako da ta poljski hiter uspeh ni neka stvar, za katero bi se lahko čudili. Enako velja za vse države, ki so bile pod sovjetskim vplivom. Ni tu razlike. In za Morawiecki je veljal že za tako zvanega čudežnega dečka te stranke in tudi vem za enega druga čudežnega dečka, ki je bil evropski šef banke Merrill Lynch in je takoj, ko so zmagali na volitvah, ki bo zdaj v opoziciji, so ga namestili za šefa največje poljske zavarovalnice. Tako da tukaj moram reči, da je to, kar ste nakazali, zelo zanimivo in nimam drugega, kot da potrdim to. Tudi, če boste brali ta intervju, to je intervju z Matejem Hojnikom, on ima tukaj firmo, ima monopol v proizvodnji kisa in je gor kupil eno manjšo firmo, ki ima kar velik delež v proizvodnih kisov in nekaterih drugih proizvodov. In tudi zdaj pravi ta delovna sila, ki prihaja iz Ukrajine, sprva je kazalo, da ne bojo, bi rekel, uspešna delovna sila. Zdaj so že zelo se adaptirali in so pomemben faktor. Pa še morda ena pripomba. Poljska ima strašansko nizko nataliteto. Oni so zainteresirani bili že pred to rusko, torej ukrajinsko krizo, da so vabili ukrajinske mlade študente in na svoje univerze. Oni so v nekem obdobju, zdaj sem malo izgubil čisto natančne podatke, ampak so izgubili v nekem obdobju od leta 2000 do 2015, tam nekje okrog, oziroma še malo prej, 1 milijon šolajoče populacije. In seveda to je vse treba nekako upoštevati pri tem, ko govorimo o Poljski kot recimo uspehu, ki je težko oporekati. Pa bi še jaz kaj. Zdaj, če se vrnemo k vprašanju konkretno, koliko je to nek zasuk v drug trend, drugače. Zelo težko je biti pameten danes, pa sploh 3 dni kasneje, da je v Švici prišlo konkretno. Švica je posebna, kakorkoli že, pa zasuka še malo bolj na desno kot sicer. Skratka, Poljska je pa velika. Poljska je pomembna znotraj Evropske unije. Poljska verjetno ne bo več držala štango, kot se temu reče, Madžarski. V redu, v okviru teh razmišljanj je pač tako. Je pač prišlo do nekega spremembe, po vsej verjetnosti bodo te prevzeli oblast, bo po možnosti Tusk, novi premier. Dobro. Nekaj pa tudi ne pozabimo, s tistim, kar smo začeli. Se pravi, oba velika protagonista se poznata, oziroma sta bila zraven že leta 1989. To se pravi, to je več kot 35 let od tega. Po vsej logiki, biološki, bo prišlo enkrat, oziroma že prihaja počasi do spremembe generacije, tudi med politiki na Poljskem. Kar je presenetljiv podatek, je te tretje poti, ima skoraj 15% glasov, to ni malo, jezik na tehnici, oziroma še več kot to, ima pomembne očitno neke politike, ki bodo zavzeli pomembna mesta. Ne vemo, sami ne vejo. Na Poljskem tisto, kar je bilo, se pravim še enkrat, tisto, kar je zelo obarvalo ta predvolilni
boj, so bile te osebne zamere že odprej, zelo močno, med obema, med Tuskom in med Kačinskim, stare zadeve. In ja, počasi za to novo generacijo ne vemo, kdo bo prišel in oziroma kako se bodo te stvari uredile. Tudi zunanji politiki smo govorili, veliko se govori, tudi oni so bili za to, Baerbockova tudi je bila v Nemčiji za to, da se bo eventualno obudil Weimarski trikotnik. Se pravi, trikotnik Nemčije v sredi, Poljska na vzhodu in Berlin, in Pariz na zahodu. To je že bilo. In se ni razvilo v tisti smeri, kot se je. In včasih, ne vem, kako bi to artikuliral, na srečo mislim, da ni nikogar iz poljskega veleposlaništva tukaj. Pri Poljski je včasih, oziroma kar velikat vtis, da so njene projekcije in projekcije zunanjega sveta, kar zadeva Poljska, presegajo neke določene potenciale. Ker v končni fazi, ja, seveda ni vse gospodarstvo, je pa zelo pomembno. In če damo štric Francijo, Nemčijo in Poljsko, tudi lahko razumemo, zakaj je pravzaprav ta poljski člen v Weimarskem trikotniku ni prišel tako do izraza, kot se je želel. A bo zdaj drugače, posebno zato, ker ima izredno močno vojsko, ne bi Poljska dobila, to so stvari, ki lahko vplivajo. Ampak še vedno tudi tu je ta korelacija. Korelacija med močjo vojske in pa med gospodarskim razvojem neke države. Še enkrat, in jaz mislim, da to vse, tudi tiste, ki smo bili tam, no, to je zdaj seveda subjektivno, ampak da je vedno ta ideja Poljske, ki ne bi bila tako velika, te spomini Poljske, ki je v 17. stoletju imela milijon kvadratnih kilometrov, danes imajo 300 000, je tako kot v poljski, ne rekel, politični kulturi malo, ampak tako kot fantomska bolečina, kot veste, kaj je to, ko ud, ki ti ga odrežejo, ga še vedno čutiš. In malo je na Poljskem tako. Kar za razumeti še nekaj in povedati, Poljska ne zaupa Evropi. Ne zaupa Evropi. Nemcem itak ne, vedno so bili zraven pri vsaki partici, Poljske, Nemci in Rusi, a ne? Ne zaupa. In iz zgodovinskih razlogov, če že potem komu malo, majčkano, Anglosaksoncem, se pravi Britaniji, drugim ne. In zaupa veliki državi preko Atlantika. Meni, da je edina, ki bi bila sposobna, ki bo pripravljena tudi kaj storiti za njo, če je bilo kaj narobe. In tu ne gre za nek fanatično gledanje, ampak če gledamo zgodovino, jo lahko tudi razumemo Poljsko, da tako gleda. Kot v končni fazi gleda tudi lahko Češka tako, etc. Ne, da. Tudi pravzaprav, mi bi lahko, ampak kakorkoli. Evo, ampak tole bi pa še se malo samo to povrnil. Verjetno bo prišlo do nekih novih generacij, do nekih novih ljudi, ki so drugačni, tako kot se je naven spremenila Poljska v vseh teh letih, tako pride tudi do nekih premikov, res 74%, to je ogromno, to se pravi volilna prisotnost, takrat 89 je bilo 62%, to je, mislim, bistveno več, ljudje so šli leh volt, ženske so šli zelo volt, ki prej niso volile, ogromno ljudi, ki prej ni volilo, so rekli, zdaj pa gremo volt, tokrat moramo iti volt. Ja, kaj bo naprej, ne vemo, malo je bilo tudi tako, da je tudi svetovni tisk
vsi mediji, kaj bo na Poljskem, najbolj pomembno, kar je lahko. Je, kot vemo, čez 3 dni bo že kakšen drug problem, a ne da že itak ves čas je zdaj Gaza v ospredju, čez 3 tedne bo pa kak drug problem in bo Poljska pač se naprej razvijala in imela neko vlado in bo naše pozornosti do Poljske malo manj. Morda samo eno malenkost dodam. V času, ko sem jaz bil na Poljskem, oni imajo inštitut za mednarodne odnose, tako zvani PISM, Poljski institut sprav zagraničnih in mednarodovih. In tam so se vrstile razprave o tem, kaj pomeni članstvo v NATO. Ali bo NATO jih zaščitil ali ne. In vabili so predstavnike baltskih držav, iz Romunije, in vedno je prevladalo nekako, da NATO sam ni garancija. In to se je potem odrazilo v tem, da so z vsemi močmi poskušali dobiti Američane, da hočejo imeti prisotnost ameriških čet, da to je edini garant, in varnostni element pred potencialno rusko nevarnostjo. Torej, to je bilo izrazito prisotno ves čas, tudi v tistem obdobju, ko je bil predsednik vlade Tusk. Torej, to je bilo kar dolgo obdobje, on je bil predsednik vlade 7 let in potem je prepustil premierstvo svoji kolegici, ki je vodila parlament tedaj, in kot veste, je bil izvoljen za predsednika Evropskega sveta. Seveda, tisto, kar sem pa že prej rekel, ne, in tudi Bojan omenil, ne, Tusk je Kašub. Kašubija je območje Poljske, jugozahodno od Gdańska. To območje je bilo del Nemškega rajha. In strašansko vedno so vlekli to, da je on pronemški. Njegov oče je bil seveda prisilno, ali pa Stric, ne oče. Ja, pač mobilizirani so bili v nemške enote. Torej, vse to se mu jemlje kot neka zamera, kot nekaj, kar se je vedno vleklo. In to, kar sem prej opisoval, ne, on je imel sjajne odnose do te nesreče pri Smolensku z Angelo Merkel in tako je vsaj takrat se izkazalo z Vladimirjem Putinom. Aha, ja, je pošteno? Ne. Angela Merkel se je pisala Kastner, kot veste, ne? Oče njen pa še Kasperča. Ko smo že pri Poljski in pri Kašubih in pri te zapletenosti, naven neke velike sovraštvo, ne, ki je bilo objektivno pogojeno preko vojne, etc., nekaj vojn, po drugi strani pa tudi neka bliskost, ker je bilo to prebivalstvo izredno pomešano, ne, sama Kašubi mimogrede, če vas jih zanima, ne, Günter Grass, poznate, Nobelovec, ne, mislim, da je Nobelovec, ta pisec romana Pločevinasti boben, nemški pisatelj je bil tudi Kašub po mami, ne, tudi iz bližine Danska.
ta poljskost, ker je na Poljskem tako zelo prisotna, malo romantično nam zveni morda, patriotizem, ki je tako zelo prisoten po eni strani, po drugi strani je pa tudi, ko bi rekel, nekako le dopušča tudi določeno drugačnost, kot kakšne Kašube ali pa prebivalce Šlezije, ki so pač kulturno-civilizacijsko neka zmes med Poljsko in med Nemčijo in je tudi prisotno, in zato je zelo težko izmeriti ali občutiti, koliko so določene, da sem rekel, te resentimenti, plod politične akcije določenih strank ali določene stranke in koliko je to zares. Dejstvo je, da je v prvem obdobju tranzicije, demokratizacije, internacionalizacije Poljska šla zelo v smeri tudi sprave z Nemčijo in to po zgledu francosko-nemške sprave. Naj pa tudi zopet povem, in vedno je tu tisti odzadaj mali resentiment, kajti tudi tu se je pokazalo, da ima Poljska malo več volje, da to stori, kot pa nemška stran. Da ima, sedaj bomo rekli, interes. Ja, Poljaki so Poljska je izredno stara država. Kaj je interes države, je pri njih globoko vseeno. Tam, kjer je država mlajša, je mladoletna, verjetno tega ne občutijo ali občutimo. Konkretno, poljsko-nemška sprava se je zares začela v 60. letih z pismom poljskih škofov, nemškim škofom, poljskih škofov, nemškim škofom, in naslov tega pisma je bilo: oproščamo in prosimo za odpuščanje. Poljski škofi. In to za tolerirano s strani komunistične oblasti. Ta občutek. Zakaj? Vedelo se je, da pravzaprav zgodba naprej pri njih, da je zgodovina gre v stoletjih, vse meri v stoletjih, ne pa v desetletjih ali pa v letih, je pri njih zelo prisotno, ker so pač stara država. In so to čutili in razumeli, da brez sprave za Nemčijo ne bo, ne gre bodočnost neke Poljske. Ne? In neka inštitucija, kot je Poljska cerkev, je to čutila, ampak ne samo ta inštitucija. Poljska je resnično zelo specifična. Ne gremo na te osebne zadeve. Prvič sem tja potoval, sem star niti 18 let, 17 let z ruksakom, potem ko sem že leto prej bil na Madžarskem in na Češkem. In moram reči, da me je marsikaj tam zelo začudilo. Prvič, veliko večja odprtost proti zahodu, kot je bila takrat na Češko-Slovaškem ali na Madžarskem. Vprašaš, zakaj? In ti povedo, da je toliko sorodnikov, toliko veliko sorodnikov so imeli, da vzunaj, in ves čas je bil interes, da tudi se strani oblasti, da te zadeve ostanejo odprte, da se mi je zdelo to precej logično. Gierek, to je bil v 70. letih, šef partije, je bil francoski komunistični sindikalist. Otrok, sin poljskih staršev. A potem je šel na Poljsko in je bil šef partije tam. Ena zadeva, ki je zelo subjektivna, ampak nikoli ne bom pozabil. Sem zrasel pač tako imenovanem zahodu, to je Trst, pač v Avstriji, etc. In kar sem slišal, je vedno, da so duhovniki zelo katoliški ali kakorkoli zatirani.
na vzhodu, v socialističnih državah. In tudi je potrjeno, da pač seveda manevrski prostor njihov absolutno ni bil tak, kot cerkve katoliške, kot kje na zahodu. Da je ena prvih scen, se spomnim, v Sukjenicah, to je zelo lep trg v Krakovu, neke restauracije, takrat je bilo tudi malo teh restauracij, ampak je bila neka dobra restauracija. Pri neki mizi katoliškega duhovnika, ki je bil zelo urejen, pa še z nekom, imela sta polno mizo, etc. Vodko se je v flašah dobilo, ki si po 100 gramov, etc. več dobil. In pol tudi, ko sem spraševal, tudi cerkev je vedno imela nekaj čist poseben status na Poljskem. Včasih je bila seveda žrtev hudih represalij, ampak vedno je bila ena določena odprtost, ki je bila tudi prisotna. Poljska je posebna, general Jaruzelski, njihov diktator, če hočete, ko je izvedel državni udar, je bil iz plemenite družine, mislim, so bili iz Litve, ne iz Ukrajine. Šlahta. Za razumeti Poljsko, 12-13% Poljakov so bili plemiči, večinoma revni, ampak mentaliteta je bila drugačna, odprta v svet. Kultura, njihov glavna revija, kulturna, je izhajala ves čas, tudi za časa particije, ampak v Parizu. Oni so to vedeli, so to čutili. Se pravim, ta fantomska bolečina je bila vedno zelo prisotna in vedno se je verjelo, da te fantomske bolečine nekega dne ne bo več. Da se bo spostavilo Poljsko na noge in da bo drugačna. Evo, pardon, če je ta ekskurs, ampak se mi zdi, da je potrebno marsikaj povedati, da dobiti nek določen občutek za situacijo ali pa za neko državo. Mirko. Glasen, se bo naglasil. Hvala obema. To, kar ste zdaj pravzaprav udarila, ta občutek veličine neke zgodovinske, oziroma kar ste rekel, fantomske veličine, ki so vedno varna zadeva v mednarodnih odnosih. Kaže na to, kar se zdaj s Poljsko dogaja, pa kar gre pravzaprav dosti mimo nas in težko sprejemamo. Če se zdaj zaradi te sredinskosti politične nove oblasti ne bo nekaj zelo fundamentalno spremenilo, bo Poljska v mandatu te vlade, prihajajoče, postala najmočnejša kopenska sila v Evropi. Če odmislimo francoske jedrske sile, bo Poljska čez 4 leta imela močnejšo konvencionalno vojsko kot Francija, kot Nemčija, skupaj, kar se tiče tankov. Kar se tiče raketne in te dolgometne oborožitve, bo postala najmočnejša vojaška sila Evrope. Torej, ta mentaliteta, o kateri vi pa govorite, ni samo neka psihična aura, ampak je dejansko ena zelo objektivna sila, ki Poljsko pelje v določeno smer. Njena vloga v Vajvarskem trikotniku je bila ketopolo. In zaradi te bolečine je v tem času, ko je ketopolo bila še Velika Britanija, padla. Zdaj, nek nov Weimar, bo to glavno kolo. Samo vojaško. Ja, seveda, vojaško, ampak pri tako močni vojski, seveda se spremenijo, oziroma povečajo
zunanje politični apetit. To počasno se bo moralo na nek način politično razrešiti ukrajinsko vprašanje. Sestavni del tega ukrajinskega vprašanja je ukrajinski status v Evropi. In že zdaj te iste Poljske, brez katere zdajšnja vojna sploh ne bi bila mogoča, prihajajo sicer še blagi signali, da to, kako si Ukrajinci predstavljajo svojo pot v Evropo, niti približno ni pot, kako si to pot, status Ukrajine v Evropi predstavlja Poljska. Drugi. Vsekakor ne nekaj, kar bi bilo po velikosti teritorija in po velikosti prebivalstva enakovredna članica, enakovredna država. Tako da na tem geopolitičnem kontekstu lahko pričakujemo, ne glede na to, kako ta sredinskost nove oblasti spremenila poljski pogled navzven, ampak kot sta že dama dva rekla, tu čakajo Poljsko, pa tudi Evropsko unijo in NATO, in seveda vse ostale, katerih danes ni bilo govora, torej Višegrajska skupina, Tri morja, ne vem kaj s Kitajci, 14+1, 16+1, ne vem kaj Zdaj je 14. Vse te ostale multilateralne strukture, v katerih je bila podobna, teh nastopanih letih bodo na zelo tudi skupni. V komentaru Ja, ne, sej. Težko je kaj dodati, kar si rekel, ne. Ta Poljska je Mikrofon. ne deluje? Ja, deluje. Je? Tako je. A zdaj? No, pa tukaj govori. Neki, Imaš? evo, Ok. zdaj je prijel. Na Poljskem je zelo prisotno še zmerom to, da Zahod Poljski je dolžan povrniti to, kar oni smatrajo, da so jih leta 1945 prepustili Sovjetski zvezi oziroma pod tem okriljem. In s tem dolgom oni dejansko na nek način, bom rekel, izsiljujejo tudi znotraj Evropske unije. Zato sem prej omenil nekatere poteze, ki jih Poljska vleče, vplivajo na obe organizaciji, na NATO in na Evropsko unijo. Nisem govoril o tem, da Poljska si je takrat, ko je bil na oblasti Tusk, v tistem obdobju, zelo prizadevala za to liderstvo v novi Evropi. Ti si že omenil, recimo, ta Tri morja, to je stara ideja, zelo, ampak oni so ta V4, Višegrad, vedno so vabili nas zraven, vedno so vabili še Hrvate, zdaj vedno poskušajo ta format peljati na način, ki je večji od teh 4 osnovnih članic. In tudi, če sem prav zaznal, njihova predsedovanja, kot veste, se vsako leto menja predsedovanje. Eno leto je vsaka od teh 4 članic Višegrada predsedujoča. Poljsko predsedovanje je vedno vključevalo še povabilo eni veliki sili, od Japonske do Indije, tako da oni so to res dobro peljali. Takrat, ko je nastal ta format 17+1, kot veste, oni so takrat nekako imeli v mislih, da bi, oziroma je Kitajska rekla,
da je na voljo 10 milijard dolarjev, da se to zažene. Ampak ni bilo prave volje med temi 17. Poljaki so sklenili poseben sporazum s Kitajci, posebno o sodelovanju s Kitajsko. In mimo tega šli preko teh, da bi to bil nekaj skupnega. Kot sem pa zdaj prebral, je pa zdaj zelo, bi rekel, negativno vzdušje do kakršnega koli sodelovanja s Kitajsko. Takrat, če se malo spomnite nazaj, leta 2012 je bil tako zvani Euro 2012, nogometno evropsko prvenstvo v Ukrajini in na Poljskem. In takrat so oni hiteli, da bi dokončali avtocesto med Varšavo in Berlinom, ker so odseki manjkali. In prav odsek od Varšave proti Lodžu je manjkal. In ta projekt so dobili Kitajci že par let pred tem. In stvar je, kako je to izpadlo. Kljub temu, da so Kitajci to delali, so, bi rekel, v posebni logiki podizvajalci tako navili cene, da Kitajci preprosto tega niso mogli več peljati. In so jih odslovili. In potem je ta projekt dobilo nemško podjetje Hochtief in seveda za 2-krat toliko denarja to naredili. Hočem povedati, tu so bile razne igre okoli tega. Med temi, zdaj, ko sem gledal, je največjo, tako bi rekel, famo doživel projekt Pelješkega mostu v tem delu Evrope, ki ga je Kitajska naredila. To, samo par pripomb, ampak videl sem nekaj rok. Sem bil še. Silva. Daj. Če imam Mirko tudi govori. Ja. Referendum, Aha. 4 referendume. Ja. Mi je še Mirko tudi. Kako in na kakšen način koliko ljudi glasovalo glasnih delov do pokojninske reforme, ker se tiče ne samo dobe in starosti upoštevanja, ampak tudi Mi je Mirko tudi še. je naravnan na desko populacijo, ključno vprašanje, oziroma krucialno vprašanje pred volitvami in so veste, dejansko levi delež in protestov in vse, ki so bile organizirane mesece, ne samo en mesec, ampak mesece pred volitvami sklenale na svojih letih. Toliko, ker tega nisem zaznala, zakaj pa to sprašujem? Zaradi tega, ker ste verjetno zaznali, da bomo mi, Slovenija, od evropskih volitvah bomo imeli tudi referendum na isti dan, in sicer referendum o volilni zakonodaji. In verjetno bi bilo dobro videti, slišati, kakšne so problematike glede na to. Hvala. Ja, se bom, Marjan bo pol na to odgovoril, ampak to, kar je, Kako odgovoriti? no, da te bojite. Evropska komisija glede prava, Poljska Evropska komisija, Madžarska Evropska komisija in tako naprej. Ker to je pa zdaj ključno, kar govorim glede Marjan. fantazije prava, ker prava ni. Ok, Ja, bi jaz Marjan. začel s tem še, kar je vprašanje kolega Milka Ciglerja bilo. Če ste govorili, ne vem, če ste že govorili. Ne, vse v redu. Kar zadeva, ja, Poljska, nove oborožene sile, kako, etc. Tu smo zopet na enem področju, ki ne vemo,
kako se bo razvilo, v kateri smeri, kam, zakaj. Ne samo, da bomo imeli 40-milijonsko državo za veliko vojsko, eno tam. Ukrajina ima veliko vojsko, kakršnakoli že bo izhod. Veliko vojsko, 40 milijonov jih je. V tej naši logiki, v kateri smo se malo že težko navadili, ker smo bili tako stari, ko je prišlo za širitve na vzhod, se je pomaknila Nemčija v izhoda v center Evrope. Ampak, kakorkoli tam je bil pa nek vzhod, tako polomorfen, ne preveč, tudi v naših glavah, slovenskih. Tam se zadeve spreminjajo. Celotni vzhodni del, govorim o Finski, Švedski, prelagajo se neka težišča. In v Evropski uniji, predvsem pa v NATO. Smo rekli, in Ukrajina, in Poljaki imajo kot neka stara država z neko dolgo zgodovino v svojih razmišljanjih in gledanjih, sem globoko, globoko prepričan, tudi scenarij sprememb v Belorusiji. Absolutno, absolutno. Ne samo v Ukrajini, ampak v Belorusiji. In vidijo svoj vpliv tam. Belorusi vidijo svojo vlogo tam. Skratka, kaj bo, ne vemo. To bi bilo res špekulirati, to bi bilo predvsem neodgovorno, mogoče pred kakšnimi pol leta ali pa malo več, ko je, recimo, rečemo, se izgledalo, da bo ukrajinska sile bolj uspešne, ne bi že lahko kar že tako špekulirali v tem smislu, ampak gotovo Ukrajina ne bo več taka, kot je bila. Karkoli se bo zgodilo, Ukrajina je tam in Ukrajina ima izredno močno veliko vojsko. Skratka, ne vemo, ampak računati pa je treba s tem in tu ima Poljska vidi svoje ni igrišče, svoje mesto. Evo, to. Bom jaz še dal par misli v zvezi s tem, kar si ti omenil, Mirko. Mislim, da zdaj deluje. Namreč Poljska se je strašansko angažirala, da bi tudi v Belorusiji prišlo do sprememb. Oni imajo od leta 2006 poseben televizijski kanal, ki ga financira poljska vlada preko javne televizije, ki se imenuje Belsat, in ta kanal je namenjen, da bi Belorusi izvedeli, kaj se dogaja z njimi samimi. Ta zadeva je vedno eskalira ob volitvah, ki jih Lukašenko najavi in poskuša speljati. In ob teh volitvah vedno pride do nemirov. Vsaj zadnje trikrat, kar so bile volitve v Belorusiji. Po drugi strani pa v tistem času, ki sovpada z mojim mandatom, so poskušali vplivati preko svoje manjšine. Ta ni velika v Belorusiji, ker so seveda se odselili po tem, ko je to postalo del Sovjetske zveze, ampak so za svojo politiko to manjšino razdvojili. Namreč ljudje so krvavi pod kožo, hočejo živeti in se ne morejo nagniti v neko silo, ki bo poskušala oponirati. Tako da ta zgodba z Belorusijo bo še zelo, bi rekel, zanimiva. Ne vem pa, če veste, da je
v tistem času zelo velik antagonizmi so med Litvo in Poljsko. Kot veste, je bil Vilnius del Poljske do leta 38-39. In je bil 98% poljsko govoreče mesto, vendar z 60% judovskega prebivalstva. No, kaj vre v tem med Litvo in Poljsko? Poljska manjšina je precej velika v Litvi, gre za šolstvo, gre za jezik, gre za podobne reči, kot jih vidimo po celi Evropi. To je ena stvar. Lahko omenim eno zgodbo. Tedanji predsednik Poljske, Komorowski, ki je nasledil Leha Kačinskega, njegovi predniki so imeli zemljišča v Litvi, velike posesti, tudi Komorowski je znana familija, šlahta, zgodovinska. In ko so oni to zahtevali nazaj, je Litva rekla, to je bilo rešeno v času Sovjetske zveze med državama. Torej, hočem povedati, te stvari, tam veliko stvari tli. Zdaj je seveda situacija malo drugačna, ampak treba je vedeti, da je tisto območje, da ne govorim o tem, da Poljaki, veliko Poljakov vam bo reklo, Lvov je najlepše poljsko mesto. In stvar, ki so mi svetovali, ko sem šel v Lvov, da je treba pogledati pokopališče. Ne samo poljske šlahte, ampak tudi judovsko pokopališče, ki je tam izjemno zanimivo. Torej, samo hočem povedati, te stvari so zelo, zelo napete. No, čisto na koncu bom pa še to rekel. Kot veste, ne vem, če veste, da ima Poljska še zmerom nerešeno vprašanje za Češko, ozemeljsko. Ne Tatre, Češin. Češin je del Šlezije in tam leta 1939 so poljski tanki šli proti Češki in torej, gre za neveliko ozemlje, ampak vsaka stvar in ta stvar ni razrešena in je prepuščena, da bo teklo tako naprej, kot pač je. Referendum. Zdaj pa, Silva Črnugel, ki me sprašuje o teh referendumih. Jaz sem si stiskal to, kakšni so bili rezultati. Vprašanja so bila skrajno sugestibilna. Torej, za je bilo recimo 3,5% ali pa 5%, proti pa 95-96%. No, recimo na vprašanje, če ste za prodajo domačih firm, podjetij tujcem. In s tem, da bi Poljaki izgubili kontrolo nad temi podjetji, 96,5% jih nasprotuje temu. Če se spomnite, ko so pri nas je bilo vprašanje, ali ste za prodajo slovenskih bank, je bil odgovor, nismo za prodajo. Večinski, mislim, da je bilo čez 60, skoraj 70%. Takrat slovenska oblast tega ni upoštevala, ampak to je samo mimogrede. Ravno tako je bilo vprašanje, ali ste za to, da se dvigne upokojitvena starost. Kjerkoli boste to vprašali, bo jasen odgovor. Na Japonskem. Ali pa recimo vprašanje, ali ste za to, da se ta ograja z Belorusijo podre.
Ja, ljudje so rekli ne, 96%. Ali pa še to zadnje vprašanje je o imigrantih. Ne? Ja. Če vi ves čas imate propagando proti imigrantom, da je to zločinci, tako naprej, nemogoče. Propaganda je jasno, da je odgovor, da nočeš imigrantov. No, torej, hočem povedati, referendumi so v načelu manipulacija. In tudi jaz nasprotujem takemu referendumu, ki si ga omenila, v zvezi z volilno zakonodajo. Ker je to nemogoče formulirati na način, da bojo ljudje lahko na to odgovorili smiselno. Da mu pa ti od spodaj pod referendumsko vprašanje še obrazložiš na pol strani, ne vem kaj, in tako naprej. Tudi anketa, ki je bila včeraj pokazana na posvetu o volilni zakonodaji, sam toliko mimo grede, je ogromno takih, bi rekel, sugestibilnih vprašanj. In odgovori so seveda pričakovani. Toliko k temu. Sem kaj spustil? Tole, Evropska komisija Je to odgovorno? glede prava in Poljska dobi milijarde, ki zadržujejo. To je tudi ekonomsko materialno vprašanje. No, hvala za to vprašanje. Namreč, popolnoma jasno je, da je treba spremeniti zakonodajo, da ti dobiš. Jaz sem prepričan, da Evropska unija ne bo malhe odprla na lepe oči. Oni bojo hoteli videti, da je ta zakonodaja spremenjena, da je ustavno sodišče Oziroma za disciplinsko komisijo. Ja, to disciplinsko komisijo pa sploh. Ne, tisto bo morda lahko hitro odstraniti, ampak to sem prej rekel, vse to bo moralo skozi zakonodajne postopke in vse to bo zahtevalo svoj čas in energijo. Gospod. Če to zadnje, mogoče, veš. Samo malo, da se bo slišalo. Zadnje. Če ura 6. Ja, približuje se. Ja, smo začeli. Naše vprašanje. Zanima me, dva sta seveda vrsta prebivalcev, ki ste se gibali med ljudmi. Ali so Poljaki zagrizeni sovražniki Rusov? Namreč, če bereš medije, potem dobiš vtis, da so to najbolj zagrizeni sovražniki Rusov na svetu. Tak je vtis. Ali je tako zares, ali so preprosti, običajni ljudje res tako sovražniki Rusov? To je eno vprašanje. Drugo me pa zanima, kakšen je odnos prebivalstva ljudi do Judov. Ker tudi do Judov vemo iz zgodovine, da je se marsikaj dogajalo, predvsem med drugo svetovno vojno, da so bili tukaj, bi se dal tudi o vlogi Poljakov proti Judom govoriti. In kakšen je zdaj odnos do Judov, še posebej zdaj, ker so očitno zelo trdni zavezniki za Američani, ker v Ameriki očitno se je volitev brez Judov, brez trdne podpore Judov ne da tudi. Kar pomeni, da Amerikanci očitno bodo zelo na strani Judov, Amerika še s komarkoli na svetu. Ampak Poljaki me pa zanima, kakšen je odnos Poljakov. Ja. Še nekaj dodatno. Jaz se spomnim, je naredil, da se parlamentarne volitve 98, na Poljskem. S tem pristim, jer švedski zunanje hiši inštitut Storška predava, tam je profesor Gerec. Mi je temo Poljska v Novi Evropi in je začel s tem direktno, da vam zdaj lažje predstaviti. Poljska v Novi Evropi imamo povedal naslednje stvar. Poenostavljeno sprašujem. En tujec se zgubil na poljskem podeželju, seveda nima pojma, kje je vse ravno, površine, kmečke in tako naprej, polja in to. In po nekaj času zagledal tam enega kmeta, ki je nekaj
pa sem zdaj, ne? In bo ta pravi Jan Polskem, ne? Kjer pa je to točno, ne? In bo tam pravi med, ja, to je nekaj med Nemčijo in Rusijo, ne? In potem ta tudi poveda prav, je must be a very lucky number. Potem, če 2 tedna ta, ne znam, od 10% na minister, Hočete povedati vaše ime? Sem tukaj, da ko snema. Hvala lepa. No, to, kar ste vprašali, moram reči, sem zelo vesel za to vprašanje. Namreč, jaz sem prepotoval in se naučil poljsko, tako da sem res imel stike z Poljaki. Lahko povem, da raziskave javnega mnenja iz tistega časa so kazale, da imajo malo manj radi Ruse kot pa Nemce. Kar je bilo kar kontroverzno že takrat, ali pa tudi ne. To je zdaj stvar pogleda. Vam pa lahko povem, da sem imel z nekimi kulturnimi krogi stike, ki so hodili v Rusijo, in se spomnim prav pripovedovanja, da Rusija ni tisto, kar mi slišimo v medijih in tako naprej. Da je treba, da so tam ljudje strašansko naklonjeni, prijazni, da je treba iti. Jaz sem bil kar presenečen, tudi na tej človeški ravni, ne. Tako da vse to, kar je zgenerirano, ne, je res težko dojeti. Kot sem, morda ste zaznali, sem omenil, po tistem, ko sta Tusk pa Putin se sprehodila, so razglasili leto ruske kulture na Poljskem. Ko je pa tisto letalo padlo dol in je prišlo do nenadne ohladitve, je bilo to leto ruske kulture odpovedano. Seveda, to je zelo težko opisati, ne, takratno vzdušje, ampak drugo pa je vprašanje Judov, ne. Vse to, kar je že tudi Bojan omenil, ne, Geremek, Jud. Mihnik, Jud. Ravno čisto slučajno sem pogledal, če greste na internet, imate pomembni Judje v poljski politiki, ne. Obe soprogi sedanjega predsednika in Komorovskega prej sta judovskega izvora. Šikorski ni Jud, ampak je njegova soproga Ann Applebaum. In tako naprej. Tako da to je zelo premešano. Je pa treba nekaj vedeti, ne, da Poljaki so alergični, če jim boste rekli to, kar ste vi omenili, da so tudi oni malo bili, kako bi rekel, v Judov neprijazni v času. Seveda, to je res, ampak oni trdijo, da so ogromno Judom pomagali, da niso končali. To je res. In tudi to je res, ne. Oboje je res. Tako da, zdaj pa še zadnje vprašanje. Nekaj rekel o teh Judih. Ja. Kar treba zbrati, da se je pa to, da je poljska vlada pred leti nazaj zakon sprejela, ker vsak primera tiste, ki bodo govorili, da so
takega antipolitike. Ja. To je zame deklasirano. Kot je te odnosi do Rusov, recimo, te morate tako gledati, na obi strani je bilateralno, virtualno, ljubezen, kot tema kot nekaj zgodovina. Kako se oni klade samo, tudi ličnica in pravoslavje, tako da potem tisti sporazum, in drug položaj, ki so delili. Po vojni so pa Poljaki zgodili vzhodni del Poljske, pa so premaknili po dva delja, na primer. To neurejeni stvari, ali pa kaj je to, da Turčije, pa Pomeranje, pa Sloveško, predvsem posebno. To, jaz se predstavljam, kako bojo oni to Nekaj rekel, Ja, hvala lepa. No ja, zdaj smo spet odprli, tale Pandorino škatlo vseh problemov, ampak ja, zdaj začnemo s tem z Judi, kakorkoli že, največje število upisanih v Jad Vašemu, ljudi, ki so med drugo svetovno vojno reševali Jude, je Poljakov. Največje število so Poljaki. Okay, tako je. Ja, tako je. Dobro, pa to ni vprašanje. Jaz govorim, v Jad Vašemu ne štejo tega, jaz govorim, te, ki so reševali. Kar zadeva absolutno so bili, so prodajali, šmalcovci, so jim pravili, in je tudi to bilo prisotno, absolutno. Povsod tam, kjer je bilo zelo veliko Judov, je bilo tudi veliko antisemitizma. Povsod. Mi smo krasen narod, Judov nismo imeli, tudi antisemitizma ni bilo. Dobro, ampak lahko končam. No, kot rečeno, zelo veliko so pa tudi reševali. In Rajh Ranickega, če ste slišali za njega in njegovo družino. Geremek. Geremek, to je priimek njegovega katoliškega očeta. Oče se je pisal drugače. Rešil je mamo in otroka, Poljak, pač katoličan. Ja, seveda antisemitizma je bilo veliko, na Poljskem, ne samo zato, ker je bilo zelo veliko Judov, ampak je bil to katoliški antisemitizem kot posod. Logično, tudi spet so našega gospoda, Judi ubili, pa farizej, etc. Ampak vseh katolikov, govorimo o tej ravni. Druga raven je ta, da jih je bilo zelo veliko. Zdaj, zopet komplicirana zadeva, veste, in občutljivo poglavje. Del Judov, posebno ta, ki je govoril jidiš, ne poljsko, ali pa deloma jidiš in nemško doma, en del teh Judov so Poljaki percepirali kot nosilce nemške kulture in oni so se tako tudi videli. Tako da moram paziti, kaj bom rekel, ampak čutili se je šok pri nekaterih Judih, da Nemci tretirajo slovanske, nejudovske Poljake boljš kot pa Jude. In da Jude kot nosilce, polnosilce kvazi nemške kulture ne tretirajo boljš kot Poljak, ampak slabš. To je ena taka, mimogrede, jaz sej. In kar zadeva tole. Zdaj, odnos Rusija, to so zelo široka vprašanja, da zdaj, jaz bi tako rekel, Nemci so protestanti in katoličani. Poljaki so katoličani, razen zelo malih izjem, Rusi so pravoslavni. To je že neka določena bliskost prej do Nemcev eventualno. Moje izkušnje, kar zadeva Nemce, in sem jih poznal, tudi oba otroka so hodila v začetka v nemško šolo, državno šolo. Jaz se po svoje zelo čudil,
kako malo odpora so kazali Poljake, kako je bilo totalno brez problema, si ti govoril lahko nemško, te otroci so, včasih vem, sem jih celo kregal otroke, se rekel, kaj so šolci, kaj na glas nemško govorite tam, pa raus, pa šnelj, pa tako naprej. Ko so prihajali iz šole, noben problem, absolutno noben problem. 7% poljskih besed je nemških, Kopernik je bil dejansko dvojezičen, poljsko-nemški. Bi se strinjal, neka večja bliskost je do Nemčije, proti zahodu, kot do vzhoda, kot do Rusije. Mogoče je celo tako, da gre za vendarle neko spoštovanje do nemške kulture, Nemčija kot taka in taka, morda manj spoštovanja proti vzhodu pa jeza, ker včasih so bili Poljaki pomembna sila, ki so tudi zasedli Moskvo in seveda potem je se to obrnilo krepko. To je take splošne vtisi, o čemer se pravzaprav malo piše. Več kot 2 milijona ljudi v Sovjetski zvezi, v Rusiji, je poljskega porekla. Ogromno ljudi je bilo v Sibiri in tam so ostali. Dolgo so ostali, ker so bili katoličani. To identiteta katoliška te pogojuje. In v Rusiji je tega precej. In ne samo to, tudi, ko bi rekel, biti deloma poljskega porekla, itak ti Poljaki so bili zelo velikokrat šlahta, tudi te, ki so bili obsojeni, da so bili pol v Sibiri. In to je bila, kako bi rekel, ni bilo nekaj negativnega, ni bilo nekaj slabega, toh ne. Evo, vtisi, ne moram pa reči, da So ti stres, oni so se gre za nemško kulturo. Judi, prosim, Judi. To so se tudi sami. Eni, ja. Eni, ja, ne vsi. Zelo zmešan. Ne, ampak pravim, kar zadeva Tregerje, to je eni ja, eni ne. Če koga zanima, veliko izve, če bere Rajhna Nickega, ne, te njegove, se poznate, njega maga, kar zadeva literaturo. Še ti, ali počasi smo že 2 uri, fanti. Jaz mislim, da smo več ali manj izčrpali. Moram reči, da ta vprašanja, ki so zdaj se odprla, o tem bi lahko debatirali še kar nekaj časa, ampak smo že, moram reči, zelo dolgo tukaj. Jaz se vsem zahvaljujem. Pol mogoče. Bomo pol se. Gremo pol, no. Ne, čakajte, da povem. Bauman, Poljak, je tisti Poljak, ki ste jih vi omenjal, ki je raziskal holokaust in je rekel, dogaja se sofisticirani holokaust. To sem hotel reči, da vemo, kaj to pomeni sofisticirani holokaust, širom sveta, lokalno in globalno. Ok, mislim, da lahko s tem Ključ tega, da je bila Poljska 3-krat večja kot danes, in na svetu je prvi boj za prostor. Ja, jaz se vsem... Nisem počal, nisem zelo sofisticirani holokaust v Ljubljana, pa kje je tvoj policajni? Ok. No, jaz sem prepričan, da bi o tem lahko še kar debatirali. Jaz se zahvaljujem. Negacija je kaznivo dejanje, zdaj pa nam naprej ne bom dal. Ok, jaz se razpravljavcem res zahvaljujem.
Lahko bi debatirali še dolgo, ampak najlepše hvala in s tem zaključujem.